Hvala, gospod Bogovič. Spoštovana kandidatka za komisarko, prihajate iz Romunije, sam prihajam iz Slovenije. Za obe deželi je značilno, da imata kar precej težav pri črpanju evropskih sredstev, podobno kot še nekatere druge države. Zato je velikokrat občutek, da je večji problem absorpcijska sposobnost držav, kot pa sam obseg sredstev. Razlogi so različni, so bili že omenjeni administrativne ovire, pomanjkljiva priprava projektov, ni finančnih virov in podobno. V prihodnje je potrebno pripraviti jasne partnerske sporazume, operativne programe in komisija bo tista, ki bo nadzirala sledenje teh ciljev. Mislim, da je nujno potrebno, da vi kot komisarka in komisija pristopite k proaktivnemu odnosu do držav članic in preprečite to, da bi države imele zaustavitev črpanja sredstev, zamike pri črpanju, ampak da tudi s pomočjo komisije se izvede jasna pomoč in pritisk na države, da se države organizirajo in dobro naredijo to svojo domačo nalogo. Kaj boste naredili za to, da bo črpanje v prihodnje boljše tudi z vašo pomočjo? Thank you. Please, I beg you for a short answer. Prosim vas za kratek odgovor. Într-adevăr, a fost o problemă în ultim. Res je, da je v zadnjih letih prišlo do težav, tudi sami ste upravičeno izpostavili, da so nekatere države članice imele res hude težave. Ampak naj ponovim tisto, kar sem povedala že na samem začetku, pravzaprav drugega odgovora ne morem podati. Mi sprejemamo uredbe, zakonodajne akte, ki pa se morajo izvajati. Zato se morajo države članice začeti zavedati tega, da je treba sredstva uporabljati na pravilen način. Od tega načela se ne moremo oddaljiti. Hitrosti absorpcije ne bomo postavljali v prvo vrsto. Uporabiti je treba sredstva, vendar na učinkovit način. Hitrost tu ni toliko pomembna. Imamo tudi programsko obdobje, v okviru katerega je jasno zapisano, na katere prednostne naloge se moramo osredotočiti. S tem bomo preprečili razdrobljenost. Finančna sredstva so na voljo. Verjetno veste tudi to, da je v regionalnem sektorju na voljo digitalna agenda. Sredstva se bodo porabljala tudi na področju MSP-jev, raziskav, inovacij. Financirati je treba tudi gospodarstvo, ki bo prispevalo k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Vse to so zelo dobri ukrepi. In če bodo ukrepi ustrezno izpeljani, se bo tudi absorpcijska zmožnost držav članic povečala. Ne želim se vračati nazaj na to upravno zmogljivost. Mislim, da sem o tem že dovolj govorila. Je pa zagotovo tudi administrativna zmogljivost pomembna, ker na nacionalni ravni ni dovolj dobre administrativne infrastrukture, se sredstva ne porabljajo dovolj učinkovita. Vendar sem optimistična. Zdi se mi, da bi države članice lahko prisilili v to, da do leta 2015 vendarle nekoliko bolje porabljajo ta sredstva.